Tisto, kar nam ta raziskava predvsem daje, je to, da glede stresa in obremenjenosti učencev ne operiramo več z mnenji, ampak imamo sedaj jasne podatke, ki nam seveda tudi kažejo trende, če jih primerjamo z mednarodnimi raziskavami in seveda z prejšnjimi raziskavami na tem področju. Torej, to je velik plus za prihodnje načrtovanje izobraževalnih politik. Bi pa rekel še nekaj. Nekatere stvari se da uvesti hitreje. Kot smo že slišali, obstaja možnost fleksibilnega organiziranja urnika, obstaja možnost interdisciplinarnosti in tako naprej. Zdaj, zakaj šole teh možnosti ne uporabljajo, je seveda neka druga debata, ampak to mora nasloviti tudi nov strateški dokument. Torej, učitelje bomo sigurno seznanili z rezultati te raziskave, seznanili jih bomo z aplikacijo, torej kako se da rezultate te raziskave uporabljati potem v praksi, kaj to pomeni za njihovo delo v praksi, kako lahko že sedaj brez zakonskih ali kakršnekoli drugih sprememb spremenijo svoje delo, zato da pridemo do tistega, kar se imenuje optimalni stres, tako kot sta raziskovalca iz zavoda že povedala. Nekaj drugega je pa potem tisto dolgoročno načrtovanje, ko pa lahko mogoče še kako zadevo ugradimo v sistem, zato da bi dejansko prišli do optimalnega stresa. Pri stresu pač moramo vedeti. En del stresa je vedno tisti, lahko temu rečemo, tudi pozitivni stres, ki pomeni v bistvu motivacijo, je motivator za delo. In seveda v veliki meri, tako kot ga pa ponavadi razumemo, je pa stres seveda negativen, zato ker povzroča in psihosomatske težave in povzroča težave glede samopodobe, obremenjenosti in tako naprej.